Tlele nekje na tem posnetku se skriva Kubi hiška. A kdo gane, kje jo imamo? Še malo gledajte. Še malo, a je že kdo gotovo? Jo bom jaz izdal. Tole je tukaj vhod v stanovanjsko hišo, to je vrstna hiša. Tukaj dol so stopnice in tukaj je bil neizkoriščen prostor, kamor smo postavili Kubi hiško in je dejansko v kleti, tole je pa streha. In na strehi so zdaj že postavljeni kamenčki, zato da lepo zgleda. Če vas pa zanima, kako tale hiška zgleda od spodaj, oziroma ko gremo dol, od strani, pa ostanite z mano, pa gremo kar dol pogledat. Macesnova z romb letvicami, to je redkost, no ponavadi dajemo opažne dilce, tele so romb. Leto pa pol je stara, tako da je tudi že majčkeno začela sivet. Tlele imamo zaprti del za shranjevanje raznih stvari. Tukaj je pa drvarnica, pa če imamo kaj, recimo če rabimo kaj na hitrico tudi odložiti, postavimo sem. In ta prostor, preden je prišla Kubi hiška, je bil neuporaben. Ker kaj češ tukaj na terasi pred vhodnimi vrati, nimaš kaj pospraviti. Tukaj smo pod nivojem, ne moreš imeti mize pa stolov, da boš tukaj, ne vem, naredil piknik, da boš tukaj preživljal prosti čas, ker si za 4 zidovi. In hiška je bila pa ena taka luštna popestritev, ker se je nabralo kar nekaj stvari, ki niso imele svojega mesta. In po kar nekaj razmisleka je prišla ven tale ideja s to konfiguracijo, ki je pa prostor prav lepo zapolnila. Zdaj se že počutim kot v ambientih, ki stanovanjske hiše predstavljajo, jaz imam pa milijon vrtnih, pa vse so Kubi. Ja, in tudi tukaj je en detalj še, ki ga prej nisem omenil, tole je tale strešna obroba. In tale strešna obroba je ponavadi pločevinasta. Če se spomnite iz prejšnjih vlogov, večina hišk ima tukaj pločevino. Tukaj smo pa dali leseno oblogo, ravno zato, ker iz vhodnih vrat, ko stopaš ven, pogledaš, dejansko vidiš tole hiško in ti ta pleh, po domač povedan, direkt v oči seka. In če damo pa leseno, tako kot je zdaj, je pa bolj elegantno, bolj nekako paše v ta prostor, v to okolje, no, kjer je kovine že tako ali tako okrog dovolj po ograjah, na vratih in tako naprej, tukaj je pa prostor za les. Globina hiške v tem primeru je manj kot 2 metra, če se ne motim, je to nekje 1,70 m, 1,80 m. In veliko ljudi me sprašuje, koliko mora pa dejansko biti hiška globoka oziroma široka, kakorkoli vzameš, da sploh normalno lahko stvari not postaviš. In roko na srce, toliko ozko redko kdaj naredimo in glejte, je placa noter, čisto dovolj. Noter so police, noter je cel kup ene hobi opreme, noter evo, imamo jabolka, razne stvari, ki ene druge niso na poto. In pač tukaj je bil prostor toliko majhen in smo ga s tem izkoristili in funkcionira čisto normalno. Hvala, da ste bili z mano, se vidimo. Ajde, čau. Sem se pa prav mogel pred temle drevesom postaviti, ker pa tako lepo izžareva jesenske barve, da mi je ful všeč. Ta letni čas je meni sploh všeč, ker se stvari malo umirijo. In mi je včas, da sem na takšnem vrtu, kot je tale, zato ker ne samo, da je tukaj na tem vrtu veliko dreves, veliko sadnih dreves, je tudi, ne boste verjeli, Kubi hiška in tamle hiška, pa lahko jo kar pogledamo. Spet še ena taka, ki jo še nismo delali v tej kombinaciji, malo ima tamle drvarnice, tukaj ima spredaj majčkeno napušča, je tisti klasičen macesnov dizajn, ampak ima spet nekak svoj čar, stoji na robu vrta, se pravi, to ni osrednji element, osrednji element je terasa od stanovanjske hiše, ampak prav lušten zapolne recimo tale del vrta, kjer so vse okrog zbrana večinoma sadna drevesa. In imamo vse orodje, ki ga rabimo, vse tiste stvari, vrtne pripomočke spravljene tukaj noter. In ko pa vrt pogledaš iz razdalje, na celo, se pravi celoto, je pa in s to hiško in z vsemi ostalimi komponentami videti, kljub temu, da je jesen, pa da že listje odpadejo, videti zelo lepo. Tukaj pa vidimo čisto praktičen primer uporabe tele mini drvarnice oziroma tega nadstreška, ki ima tukaj dekorativno steno. Tukaj not se
dejansko lahko nabira krama ali pa tisto, kar rabimo takoj zdajle na vrtu, ali pa tisto, kar v resnici ni škoda. Pa če pogledamo iz vrta ali pa z hiše, se tega nič ne vidi. Hkrati je pa ful lepo na dosegu in se vidi v bistvu samo, če tukaj v strani pogledamo hiško. To pa ni nek tist viden ali pa pomemben zorni kot. Hvala, da ste bili danes z mano. Se vidimo naslednjič čez 2 tedna. Se imamo še na 2 tedna vloga, ne? Dobro, čez 2 tedna.